Katera zgodba iz podcasta pa se te tako najbolj dotaknila? Definitivno zgodba o kokosu. Moja mama je takrat šla skozi noro zdravo obdobje, zato je kupovala le hrano, ki se je zdela dovolj zdrava za uživanje. In eno od teh živil je bil kokos. Živjo, sem Gaja in danes bom odgovorila na 24 džunglinih vprašanj. Pa začnimo! Gaja, kaj bi rekla? Miks katerih 3 ikoničnih žensk si? Jaz bi rekla, da sem miks Alex Earl, Alex Cooper in pa Mami Champ. Si kadil pri 11 letih. Na kaj pa si v življenju najbolj ponosna? Trenutno sem najbolj ponosna na svoj podcast Pink Mess. Tvoj go-to zajtrk? Če imam čas, definitivno jajca, avokado pa toast. Če bi lahko izbrala eno pesem, ki bi igrala vsakič, ko vstopiš v sobo, katera bi to bila? To bi pa bila od July Jones New Religion. Upam, da nas bo zastopala na Euroviziji. Jutr moraš pobarvati svoje lase na novo barvo. Katero barvo bi izbrala? Pa ne vem. Zakaj moram barvati lase? Čakaj, če bi bila navadna barva, pa bi bila balajaš rjava. Kaj je bila pa najbolj sramotna stvar, ki se ti je zgodila v javnosti? To je bilo zdaj že kar nekaj časa nazaj, ko sem bila v osnovni šoli. Sem šla na rojstni dan od ene sošolke in smo tekali po travniku, ki je bil na sveže pognojen in seveda je Gaja padla v gnoj. Čist sem bila rjava, čist. Dokončaj stavek. Nazadnje sem jokala zaradi TikTok bana. Katerega modnega trenda pa ne bi nikoli pripeljala nazaj? Definitivno ne bi pripeljala nazaj see-through pajkic. To so bili moja osnovna šola, 8. 9. razred in pol tako majica brez rokavov, da je bila malo daljša in pol krajša jopca čez. Ne, thanks. Tvoj red flag? Nimam jih, ne lažem. Imam. Po mojem, da preveč govorim tudi takrat, ko ne bilo treba. Katero super moč bi imela in zakaj? Teleportirala bi se, zato da bi prihranila čim več časa. Kaj pa te je pri pripravi na bodybuilding tekmovanje najbolj presenetilo in a bi še kdaj to ponovila? Tega ne bi več ponovila. Najbolj presenetilo me je, kako je težko potem, ko s tem nehaš. To. Do konca lifea lahko delaš samo eno fitness vajo. Katero? I don't know. A se šteje, ne vem, tako tek na tekalni stezi, hoja v hrib na tekalni stezi. To je nekaj fitness vaja, samo jaz, da bi tako vzdrževal mojo postavo. Stairmaster mogoče, vzdrževal mojo postavo? Ne vem, ne ene sam. Tvoj najljubši cheat meal in kateri je bil tvoj največji cheat meal? Največji cheat meal... Jaz iskreno zdaj ne govorim več o cheat mealih, ampak če pa pogledam za nazaj, recimo, ker sem se pripravljala na bodybuilding, verjetno je bil največji cheat meal nekaj sladkega, kakšne palačinke, kaj takega. Zdaj pa, če pojem nekaj nezdravega, pa najraj pojem verjetno pico. Ja, pico. Kaj pa najbolj nora govorica, ki si jo slišala o sebi? Pred kratkim sem slišala, da sem noseča. Nisem. Čemu bi se težje odrekla? Fitnessu ali ustvarjanju vsebin? Ustvarjanju vsebin, ker pač športaš lahko tudi kjerkoli druge, kot v fitnessu. Stvar, ki ti je najbolj spremenila tok življenja? Mislim, da to, da sem začela objavljati na TikTok. Yes, absolutno to. Če bi lahko preživela en dan z eno slavno osebo, kdo bi to bil in kaj bi počela? Alex Cooper. Po mojem bi cel dan snemala podcaste in vlekla vse njeno znanje, ki ga ima v sebe. Najdražji kos v tvoji omari? Jaz nimam toliko dragih kosov, imam pa specifično, ne vem, če se to šteje za omaro, no, ampak specifično imam veliko Stanleyjev. Moram povedati koliko? Lahko, veš koliko? Okay. Trenutno jih je 12. Kako si prišla do imena podcasta? Ker nam se zdiš ful urejena. Pa iskreno, moje okolje je ponavadi AMS, pa moja glava je ponavadi AMS, od znotraj. Tako je prišel Pink Mess. Najbolj nepričakovan trenutek, ki se je zgodil na tvojem podcastu? Nepričakovan trenutek?
A prav trenutek na podcastu? Ne vem, ni bilo nepričakovanih trenutkov. Vsi gosti so tako, dost nice, ne presenečajo me. Katera zgodba iz podcasta pa se te je tako najbolj dotaknila? Definitivno zgodba o kokosu. Moja mama je takrat šla skozi noro zdravo obdobje, zato je kupovala le hrano, ki se je zdela dovolj zdrava za uživanje. In eno od teh živil je bil kokos. O, Bog mi pomagi. Kateri gost je bil pa drugačen, kot si pričakovala? Damjan Murko. Močno penetracijo. Yes. Kdo pa je tvoj sanjski gost? A tako čist iz celega sveta. Ja, spet bom rekla isto, Alex Cooper, ampak pač ja, če bi govorili v angleščini, ne. Gaja čez 5 let bo? Jaz upam, da bo Gaja čez 5 let imela svoje podjetje, da bom še naprej delala za AP marketing in da bom še naprej ustvarjala vsebine. Ja, pa da bom zaročena. Najlepša hvala, ker ste spremljali. Glejte Pink Mess, spremljite me na socialnih omrežjih in pa čau!